Evo, v etru smo dec. Odlično. Ti kar, kava je v redu. Ja, v redu je, zelo dobro. Samo ne smem preveč hvaliti, ker meni tudi žena zjutraj skuha, veš, da nolo bo sum na pot. Morda bom to rezal. Morda bo to edina stvar, ki bom zrezal. Bo rekla zjutraj, kar pet k Davidu na kavo. The best. Krasna kava. Takole. Borod, lepo, da si vzel čas, ne? Z veseljem. Malo je bilo komplikacij, ampak malej smo zreli. Žena mi do zadnjega ni pustila, smo še ključe od avta iskali. Dobro, ajde, sem si jih najdel. Smo najdel. Ni panike. Ja, prej, ko si me vprašal, se pravi, da šuna kamera je tvoja. Ok, cool. Tale je pa moja, zdaj sem mizo predstavil in moram še vzeti. To vidiš. In zdaj glavna tema, Greta Thunberg, podnebne spremembe. Dobro, jaz sem mislil, kakšno v papigah rečem. Itak. Tudi v papigah, ne? Tudi to bomo, ja. Imate kakšen intro, malo je dinamičen. V glavnem, ko si me vprašal, kje smo mi na zadnje ostala, ne? Ja, pač v bistvu greva, če prav razumem, v bistvu tam, kjer sva začela. Zanj sva naredila, koliko cajt je od tega? Mislim, da bo, junija se mi zdi nekje, da bo 2 leti po moje. A že 2 leti? 2 leti bo, ja. 2 leti. Ja. V glavnem, plan je bil umestiti v tisti prispevek še intervju. In ko sva se midva usedla, je bilo pol ure takole. Ja, in jaz sem rekel, oziroma sva oba ugotovila, da to pa ne šlo, ne. A veš, in da bo treba posamič posneti. posnet. Če kaj zapovedati, lej. Tako, Nimaš kaj. tako. In evo, po 2 letih. Ja, dobro zgledaš, ne. Nič se nisi postavil. Enako. Tako da ja, no to je osnoven plan, da midva obudiva ta pogovor iz unega prispevka. A veš, jaz bom pa tisti link do prispevka pa itak na koncu tega intervjuja obesil, da se bo lahko kdorkoli pogledal zadevo. Pa dajva začeti, jaz sem si par stvari vseeno mogel zacahnati, a veš, sem že, se veš, pametni pišejo pa te scene. Življenjska pot na kratko, tako vem, tudi takrat sva to majčkeno skušala približati, ampak na kratko, kva te je pripeljalo do gojenja, ne vzreje, gojenja papig? Ja. A je bolj prav gojenje? Ja, v bistvu. To sem se naučil od tebe. Ne moš reči, da ja. Mislim, ja, pa se oboje. Oboje je v redu. Tako da ja, glej, v bistvu, tako bom rekel, pač enostavno ljubezen do tega hobija, glej, jaz bom tako rekel, noben to ne more začeti delati tako, pač, ne vem, se bom izrazil, pridobitniško. Tisti, ki bo s tem tako začel, mu pač to ne bo uspel, ker to je res dolgotrajen proces pri nas. Mislim, moraš se kar nekaj naučiti, spoznati moraš svoje vzrejene pare in tako naprej. In zdaj v bistvu, tako bom rekel, čas lahko traja tudi 10 ali pa več let, da prideš do pač kakšnih mladičev in zdaj recimo štartati s tem, tako da boš rekel, zdaj bom pa jaz si kupil, ne vem, pač neki paro papig, pa bom gojil, pa bom služil, pozabi, še vsak je zaradi tega začel, je zelo hitro tudi končal. Ja. Tako da, a ne, tako bom rekel, enostavno smo prišli v tako fazo skozi v bistvu vsa ta leta, ker smo se mogli že eno odločiti zdaj, ali bomo pač delali eno, ali bomo delali drugo. In potem se je stvar tako lepo nekako zapeljala, pa razvila, da smo pač nekako, mislim, da smo se že eno odločila za to drugo. Tudi v bistvu to je bilo takrat tik pred korono, no, sva se s tem osamosvojila, tako bom rekel, in takrat sva tudi v bistvu prodala prejšnje podjetje in tako naprej, pa je nekaj denarja ostalo, da sva ga lahko vložila naprej, pol tudi še v ta posel. Tako da, pač tako so stvari nanesle, no, tako bom rekel, takrat, pač tako bom rekel, če bi me nekaj let, preden sva se z ženo za to odločila, če bi naj kdo vprašal, mislim, če bi nam kdo rekel, da bo enkrat, ne vem, od tega živela, jaz bi ga pa začela. Pač ne bi to verjel, no. In se pravim, pač je pa borba tudi za to, se pravim, no, ker res eni pari pač rabijo svoj čas, ne. Tudi zdaj bo v bistvu že skoraj 5 let od takrat, ko smo se osamosvojili, pa tudi znajo, kdaj prideti kakšni hudi časi še, tako bom rekel, ker nimamo vseh parov še zrelih, tako da mislim, da ne vem, v parih letih se bo to porihtalo.
Ampak tudi če zdaj, a ne pridejo. Dej razloži ta termin par v okviru papig. Kaj to pomeni? Da imaš ti doma vedno par, ki bo imel mladiče, oziroma na čem delaš? Veš, kaj hočem sploh vprašati? Razumem, zdaj pač point, pač ne zrenega para je v tem, da imaš pač harmoničen par, ki ti bo dal, v pač prihodnosti mladičke. Zdaj, ko bom rekel, ni tako enostavno spet, kot sem rekel, ne, da boš zdaj ti dal skrb samca, pa samico, pa boš rekel, da bo ta pa zdaj to delal. Moraš malo vedeti, kva delaš. Treba jim dati izbiro, oni so zelo izbirčni, kot mi. V bistvu pač na silo ne gre. Zdaj, ne vem, dati skupaj pač dva osebka, pa reči, vidva bosta par, je pa namreč isto, kot če bi zdaj tvoj oče prinesel pač neko žensko, ki bi ti bil še čisti otrok, pa bi rekel, lej, to bo pa tvoja žena, pa z njo mi boš dal vnuke. Tega pri papigih ni, tako kot pri človeku. Ni, no. Pač v bistvu oni so tako kot mi, rabijo izbiro, imajo svoje določena, mislim, tako pač imajo določena obdobja v življenju, ki grejo čez, se pravi iz baby stage, potem ratejo tako kot eni malo bolj, tako bom rekel, nagajivi otroci, potem iz tega pridejo v pač puberteto, takrat se pa vse skupaj začne. In tam se marsikomu tudi lahko podre, ker potem, ko pridejo hormoni, ko par spolno dozori, obstaja velika možnost, da si pa kar naenkrat več ne bosta všeč. Tako je in potem zdaj... S tem rizikom pa ti igraš tudi. Ja, mislim ne. Ta riziko lahko zmanjšaš, tako sem počel jaz in to tako, da v bistvu selektivno delaš pare. Se pravi, pač rabaš več mladičkov za določen čas, jih daš skupaj v jato in potem tako vidiš, kaj se v bistvu z njimi dogaja. Tisti, ki so si bolj naklonjeni, bojo v bistvu v pač te jati skočili skup, se bojo pač nekako poparčkali, tako bom rekel, in pač ponovadi, ko se začnejo potem obnašati, kot se ozrejni pari obnašajo, se pravi, da v bistvu preživljajo čas skupaj čez dan, da se trebijo, da se ljubčkajo, da se klunčkajo, da skupaj jejo, skupaj spijo in tako naprej. Se pravi, to je dober potencialni par, ki ga potem lahko recimo pač ločiš od ostalih in rečeš, lej, to bo zdaj to. Lahko pa tudi je to proces, ki lahko traja nekaj let. Tudi tukaj, in zdaj združiti dva na silo je pa to pač loto. In pač v veliki večini se lahko tudi recimo zgodi, eni sploh obupajo zaradi tega, ker se ti zgodi, da bosta pa dva, tudi recimo, če daš dva starejša osebka skupaj, bosta nekako se tolerirala, se bosta mogoče celo oddaleč obnašala kot par, kot ena dva taka cool frenda, samo mladičko pa ne bo, ker ni kemije med njima, se ne bosta parla, ne bosta začela preštimavati gnezd in vsega tega, ker jih enostavno pač narava ne bo odnesla tja, kamor bi jih mogla. Lahko se tudi recimo zgodi, da par zgleda navzven harmoničen, da celo se par začneta, ker pač se pravi, hormoni naredijo svoje, tako kot pri njih ali pa pri nas kjerkoli, potem je pa posledica lahko ta, da v bistvu pač ne bosta dobra starša. Da v bistvu, ker pač nista harmonična, bo recimo samce hotel skozi part, pa bo zbil jajca, ali bo pa, ne vem, pobil mladičke, lahko se zgodi, da samica ne bo hotela inkubirati jajc, da bo mladiče ven metala, da jih bo zakopavala v nastil in tako naprej. Pri njih mora tako kot pri nas vse štimati, se pravi, pač morate biti harmonična in si želeti potomstva, tako kot si pač mi lahko samo z našim pač partnerjem, ki ga nekako, mislim, kako rekel, ki si ga nekako res želimo. Koliko zvrsti, s kolikimi zvrstmi papig se ti ukvarjaš? Misliš, koliko vrst papig imam? Ja, koliko vrst papig, oziroma kere so najbolj popularne za prodajo, ali kaj jaz ne vem? Jaz to ne gledam tako, zato ker jaz, če bi šel na to, kaj je popularno za prodajo, po moje, da ne bi nikoli tudi prišel sem, kjer sem, zato ker zdaj, tukaj je, če bi pač tem trendom sledil, to je v bistvu potem tako, kot v bistvu popularna glasba, pride dober komad, ki se vrti en poletje in poga ni več, Pa še to, In jaz bom tako rekel, jaz imam pa rad klasike, že tudi tako, tudi če smo že glih pri muski, skratka, bolj take timeless, in zdaj tako bom rekel, jaz v bistvu večinoma gojim are, pač velike are, pa ne zato, ker bi bile ful popularne, ampak jaz sem nekako že v štartu to začel delati zaradi barv, Mene ni zdaj, ne vem,
toliko zanimali, tako bom rekel, koliko bom jaz od tega zaslužil, a ne, čeprav sem vedel, da pač verjetno, če mi bo ratalo, da bom tudi tukaj nagrajena, ne, ampak ne, jaz sem šel recimo ful v selektivno vzrejo Armakao, a ne, kjer jih v bistvu imam pač določene osebke, ki so pri določenih barvah, a ne, ekstremi jih dam skupaj in tako naprej in potem res dobim ful lepe mladičke ven, a ne. In potem, pač, ko bom rekel, iz tega tudi potem delam pač križance, a ne, z drugimi vrstami in tako naprej in pač jaz grem pač na to, da pač imam malo bolj, tako bom rekel, posebne v bistvu osebke, a ne, ki se jih, bom tako rekel, glih pač ne da dobiti pač najbolj enostavno in tudi mogoče zaradi tega me tudi drugi rejci iščejo, ne, jaz pač v bistvu, tako bom rekel, jaz ne prodajam papig za ljubljenčke, mislim, ne prodajam, sem jih tudi dajal, pa še bom dal pač komu, kdaj kakšnega, ne, ampak meni to ni point, a ne, meni je point, a ne, čist pač nekaj drugega. In tudi, ko če povem čist, v bistvu, čist po pravici, jaz sem zelo nenaklonjen temu, da se papige daje za ljubljence. In tudi pač marsikdo me ima zaradi tega, da sem kao malo poseben, da sem aroganten, da sem takšen, samo lej, gremo od otroka na srce, ne, danes ljudje niso sposobni imeti psa ali pa mačka 5 ali pa 10 let, ne, zavetišča dobesedno pokajo po šivih od teh živali in zdaj, da me bo pa en prepričal, da bo imel pa eno papigo doma 50 ali pa 70 let, ne, sem že tudi bil toliko naiven, no, in tako rekel, mogoče nekaterim še danes verjamem, ki jih še imajo, a ne, ampak načeloma smo jih že kar, mislim, tako rekel, sem že kar nekim, mislim, v bistvu pač nekaterim tudi pomagal, da smo jih rehomal in tako naprej, a ne, ker te živali, se pravim, kar se tiče njihove etološke zahtevnosti, a ne, so, kar se tiče pač ljubljencev, res tako next level. To je to, kar folk ne šteka, da tistega piščanca ročno hranjenega, ki ga ti dan prineseš, ki lahko delaš z njim vse skupaj, ne, to se bo tako čez nekaj let vse spremenilo, ko bodo prišli hormoni, ko bo prišel ta njihov hormonal behavior, a ne, če ni full red, disciplina od prvega dneva na vsem, na prehrani, na bioritmu, na dotikih, tudi, mislim, tako rekel, to moramo paziti, kje se jih dotikamo, a ne, vsi, mislim, tako rekel, vsem je to fascinantno, ker se jih lahko pač tudi božati, kot pse pa mačke, in enim je to res tako, wow, zdaj bom imel pa jaz ljubljenčka, ki bo govoril, ki se bo čohul, pač kot pes, a ne, mislim, ljubčko in vse to in ja, ampak to je na žalost zelo, zelo kratka faza, ki gre mimo, a ne, kot sem rekel, oni so zelo podobni nam, a ne, s časoma potem, ko odraščajo med nami, a ne, se tudi oni odločijo, komu bojo pustili kaj več, komu bojo pustili kaj manj, koga nimajo radi, koga imajo radi in tako naprej. Imajo v bistvu svojo pač najljubšo osebo v družini, ponavadi tisti ima ponavadi komplet dostop do v bistvu pač njegovega intimnega prostora, ostali pa ne. In potem pridejo problemi, ne, potem pridejo pa potem pa žival rata do svojega partnerja. Posesivna, pa v bistvu ljubosumna, a ne, ful pač rata lahko v prostoru, teritorialna, a ne, in potem temu primerno tudi agresivna, ki brani svoj teritorij pa svojega partnerja, a ne, in to je pa to, kar pa ljudje to ne štekajo, ne, ker psa si ti lahko podrediš, ne, njega si pa ne moreš, pač to ni v njegovi naravi, on se ti ne bo podredil nikoli. Za kakšen tip človeka je pol papiga primerna, a veš? Ja, jaz bom rekel, to je, zdaj tako bom rekel, papige so definitivno, mislim, tako bom rekel, ful bo lažje v bistvu izključiti pač tiste, v bistvu, ki, za katere niso primerni, no, tako bom rekel, da pač ne, mislim, da bo jasno, in to so iz kontra strani, to so v prvem, pač ko bom rekel, pač na prvem mestu so to otroci, ne, tle pač nekaj, ker se treba tega zavedati, ko mene pokličejo po telefonu, joj, moj otrok ima pa, ne vem, 10 let, 12, 14 ali pa 6 ali pa 18, nima veze, bi mu kupil papigo. My God, tako res, ne, se pravi, otroci potem pač definitivno, mislim, tako bom rekel, pač otroci zato, ker ne morejo skrbeti za njih, ker ful folka si predstavlja, da to natreseš not malo semen, pa je ptič srečen, pa vsake toliko cajta malo kletko popucaš, ne, daleč od tega, a ne, papige so sede, tako kot mi, a ne, in moramo ful vedeti o tem, a ne, če pač hočemo, da ostanejo zdrave, pač normalne, a ne, in tako naprej, tudi, ne, hrana tudi vpliva na njihovo, to pač, ko bom rekel, na pač njihova
hormonska stanja, in če tukaj ne delamo prav, so lahko hudi problemi potem, potem v bistvu samski ljudje. Žal tako je, ful folka me kliče, jaz sem pa sam, pa imel, pa imamo cajt za njega, lej, ne moreš, ne. Papige so socialna bitja, se pravi, kaj oni rabijo? Oni rabijo pač veliko družino okoli sebe, oni živijo v jatah, a ne, v bistvu določene monogamne vrste se v času, ko se parijo, a ne, se pravi, izolirajo, a ne, potem, ki tega konca se spet jata enkrat združ, a ne, ampak mi, kot njihovi imprinti, se z njimi ne moramo pariti, ne. Oni pa se hočejo z nami, ne, ker je treba to razumeti, ne, da jim v bistvu izročnim hranjenjem, to, ko gre potem za ljubljenčka, ne, nagone izkrivimo do te mere, da oni pozabijo, da so ptiči. A ne, in oni se do te mere imprintajo z nami, da hočejo imeti tudi potem mladiče z nami. In potem pravijo, zakaj pa jaz zdaj tak, ki je rato, ne, pa agresiven, pa posesiven, pa tak zato, ker njemu pravi narava, ne, izoliraj se, zrihti si gnezdo, imej potomstvo s tvojim partnerjem, ne. Zdaj, če je David njegov partner, David verjetno za Amazonko ali pa za Aron ne bo imel, a ne, potem prihajajo te frustracije, ki jih ljudje enostavno ne štekajo, ne. In skratka, tudi v bistvu samski in pa tudi, ko bom rekel, pač konec koncev tudi starejši, a ne, če me pokliče en, ki je v penziji, a ne, star 60-70 let, a ne, samostal bi imel papigo, ne, kva mu ne rečem, ne, po eni strani, okej, ne, bom diskriminatoren izpadel, a ne, v bistvu, a ne, če mu rečem, lej, sorry, ne, prestar si, žal, lej, on bo živel 30, 40, 50, mogoče 80 let, ne, ti si pa star 60-70 let, lej, sorry, koliko imaš pred sabo, pač realno gledano, ne, imeli smo tudi take primere, a ne, enega imam doma, ki smo ga posvojili, ne, kjer so me na tak način prepričali, pa so še pripeljali nekoga, ki je garantiral, da bo zanj poskrbel, ko tega človeka več ne bo, ne, in sem takoj, ker ta človek čez 2 let potem zbolel za rakom, ne, jaz tega ptiča dobil nazaj in ga imam še zmeraj doma, a ne, in smo ga posvojili, a ne. Je pač našega Pakota, no, tako bom rekel, in tudi Pako mi je bila ena velika šola, ne. Pako nam je bil velika šola, a ne, da v bistvu tudi temu več ne zaupam, ne. In tako da v bistvu to so pač najbolj neprimerni ljudje, a ne, se pravi pač tisti, ki so samski, pa otroci, a ne, ker papiga rab, džumbus, papiga rab, jaz pravim, večja, ki je družina, bolj je kul, a ne, in jaz sem najbolj naklonjen, tako bom rekel, družinam, se pravi, da pač neka mlada družinica, ki se zaganja in tako naprej, a ne, to je top, a ne, v bistvu pač taka žival, mislim, se potem, ko ratajo starejši, je to malo lažje oni, ne, ampak da grejo pa čez to fazo, oni, ki grejo, ne vem, baby stage, ki so otroci, ki so najstniki in tako naprej, pa morajo ta čas preživeti v družini, da se tudi oni spilijo, pa da se naredijo, kot v bistvu, a ne, pač v bistvu, kot v bistvu osebki, posamezniki, no, tako bom rekel. Oni to rabijo, to imajo v svoji naravi in tega ljudje ne štekajo, ne. Tako da to pa seveda, da potem tudi povem, ne, tudi družine, ki so čisto preveč zaposlene, ne, če so skozi od doma, če se skozi nekaj dogaja. Po 5, 6 popoldne domov. Tako pa, da so skozi po dopustih, a ne, in tako naprej, a ne, ne vem, da so skozi, ne vem, hodijo v neke tople kraje, ne vem, da je ptič tam po 2-3 tedne, potem skozi pa enemu drugemu in tako naprej. To ne gre. Oni tega ne štekajo, ne. Oni, a ne, sploh večinoma, a ne, so vrste, ki se dajo za ljubljence, so skoraj vse monogamne, ne. Za njih je, ne, mislim, tako bom rekel, oni toliko trdno vez spletejo s svojim partnerjem, a ne, da recimo sploh velike are, ne, one še takrat, ko letijo s svojim partnerjem, a ne, ko stegujejo krila v zraku, je samo pač kakšen centimeter, 2 vmes, pač v bistvu med njimi, in tole, kaj sem hotel reči, in je stvar v tem, da to je za njih povsem nenaravno, da v bistvu njihov partner, ne, gre, pa ga ni 3 tedne, njim se to nikoli ne zgodi, da jim reče partner, čau, se vidimo čez 3 tedne, pa pridem nazaj, to je tako za njih. Oni pač dejansko mislijo takrat, da smo jih v bistvu zapustili. Ne, to je pa v bistvu za njih ful huda kazen, ful stres, zato ker, a ne, oni se ločijo od svojega partnerja v naravi samo takrat, ko en umre. A ne, to je res tako, pač bond for life. A ne, in se, okej, se pol se navadijo, ti, ki so imprinti, se navadijo, če nas parkrat ni po 2 tedne, pa tako naprej, tisti ni problem, je kakšna mala zamerca, pa to, a ne, sam, ne, če pa to skozi, ne, pa da je on skozi sam, to pa potem ni, ne. In sej, če malo pogledate, bom tako rekel, pač kakšno boho ali pa kaj takega, ne, gor boste zmeraj našli kakšne živali, pač v bistvu pač takšne, tako bom rekel, sploh, ne vem, pač razni sivi žakoji,
tudi pač kakšne Amazone se najdejo, pa tudi Are, ki pride stvar toliko daleč, po ljudeh, da pač enostavno jo bojo šenkali s kletko vred, samo zato, da se jo znebijo. In to je tako res bed potem, ker potem pa pridejo razni ljudje, ki pa reče, zdaj bom pa jaz njemu pomagal, zdaj bom pa jaz njemu dal moj dom, proti tako. In seveda oni so veseli, da se ga znebijo, ta človek ne dobi nobenih v bistvu pametnih napotkov, o tem ne ve nič, tudi informacije ne more v bistvu pač take dosti konkretne pač dobiti nikjer in ta žival potem še bolj trpi. Se pravi, zamena prostor, zamena jato, to je v bistvu čist nenaravno za njih, in skratka, in potem pride ta človek, ki nima pojma, v bistvu s čim ga more hraniti, nima pojma o njegovi psihologiji, o njegovi, ne vem, telesni govorici, skratka, in to je potem začaren krog, selijo se, dokler ponavadi nekje pri kakšnem rejcu nasilno združeni končajo, in je to res betno, tako bom rekel, res bet. En kup informacij, ki jaz mislim, da jih še kdo drug ni vedel, ne sam jaz. Veš, tole me zanima. Kakšen je, ali pa na kateri stopnji je razvoj te panoge pri nas? Ali pa a gre to v pravo smer, a smo kje obstali? Kako je s tem tukaj pri nas? Koliko vas sploh je? Zdaj pravih rejcev, gojiteljev s srcem. Mislim, vse je, tako bom rekel, tako da bi človek rekel, tak prav gojitelj srcem je po moje lahko skoraj vsak, mislim, tako se vidiš, pač v bistvu po njegovem delu, pa pač kaj počne. Vsak nekako pride do mladičev, pa da neke dostojne pogoje živalim, za pač v bistvu življenje, je definitivno, ta pravi ljubitelj, tako bom rekel, zdaj, v bistvu pač pri nas je stvar, tako bom rekel, čisto iskreno, ful slaba, ful slaba, ker se tudi pozna, recimo, če dam konkretno zdajle, ker se dela tale zakonodaja, zdaj nas so kar vmešali vmes v zakon za v bistvu dobrobit živali, tak je bil sprejet, pa v bistvu ni sprejet, v bistvu je sprejet brez podzakonskih aktov, ker so ga dali pisati v bistvu aktivistom za pravice živali, zdaj treba je razumeti, da to je približno tako, kot bi dal Svetlani Makarovič, da napiše nov verski zakon, se bom tako rekel, nimam nič proti vso spoštovanje gospe Svetlani Makarovič, in tako naprej, ampak vse, pač nimam nič proti njej, to sem pa to reči, ampak je približno taka primerjava, in je treba razumeti, da te ljudje tudi daleč niso kompetentni, da bi kaj tazga napisali, kar se tudi izkazali, zakon je v bistvu neustaven čist, in v bistvu ta zakon, če pogledam nas, recimo, pač v bistvu, pač konkretno Eksoto, če pogledamo, ta zakon uničuje zaščitene živali, odpira črn trg in tole, kaj sem hotel reči, in je čist memno. Skratka, se v bistvu tudi zaradi tega podzakonski akti niso bili sprejeti in se zdaj pač nekako spet na novo vse piše, in sem tudi ful vesel, ker sem videl zdaj, da pač prihajajo v to strokovno skupino res noter strokovnjaki iz področja Eksote, ki bojo tudi z nami sodelovali, treba se vsem tega zavedati, da tudi mi rejci smo nekako del stroke, tudi nas je treba poslušati, in pač predvsem najbolj pomembna stvar, ki je ta, da se neha mešati, se pravi tisto, kar je v naravi in tisto, kar je v umetni gojitvi. Treba je razumeti to, da pač mi ne gojimo živali, ki so bile odvzete iz narave, naše živali so že več generacij v pač ujetništvu, imajo izvor, so ustrezno označene. In tudi ne kupam raznih, trditev, ki pravijo eni, da so tudi, pradedki, pa babice od te papige bile odvzete iz narave, lepo te prosim, pes, ki ga imaš doma, je potomec volka, in lej, če je bil skozi generacije toliko izrojen, da zdaj izgleda tako, ne vem, kdo, pač nek, zdaj, kao čisto krven pes, tako bom rekel, če se je to zgodilo, ne vem, pač neki stoletji ali pa mogoče 1000 let pred to papigo, lej, ti nisi nič boljši zaradi tega od mene, s tem, da je treba razumeti, da pač naše delo, bom tako rekel, je res zelo pomembno zaradi teh podnebnih sprememb in vsega tega, ker se je že parkrat zgodilo, da je pač dobesedno čez noč odpihnilo vrsto, iz pač njega naravnega okolja, in lej, če jo ne bi imeli, mi,
bi bila ta vrsta izgubljena. Ne. Tako se pa lahko dela na tem, da se jih v bistvu naseljuje nazaj, kar nekaj vrst dele, s katerimi se to počne. In če ne bi bilo nas, bi bilo pač konc. Ne. Se pravi, lahko rečeš, da se stvari počas postavljajo na pravo mesto. Zelo Ja, počasi. pač ne, še pri nas je največji problem, sem vedel, kaj, ne, mislim, tako bom rekel, mi Slovenci imamo v Evropi eno od najbolj strogih zakonodaj, kar se tiče vzreje. Mislim, tako bom rekel, pač v bistvu, kar se tiče vzreje tujerodnih vrst. Rabiš prvo presojo tveganja za okolje, nekaj moraš sam financirati in potem zaprosiš za v bistvu vzrejno dovoljenje. Mislim, tako bom rekel, skratka, pri nas je cel kup enih birokratskih težav, da prideš do tega, in potem, ko prideš pa do tega, imamo pa en ful velik problem. Nadzor. Nadzor pa pri nas je pa tako, v bistvu, če sem čisto iskren, v bistvu ga ni. Zaradi tega, ker nihče o tem ne ve nič, ker v bistvu recimo nas nadzira zdaj Ministrstvo za naravne vire in prostor, se mi zdi, in pač treba se tega zavedati, prej je bil pa, ne vem, Ministrstvo za okolje in prostor, pa še predtem ARSO, in to so ljudje, ki izvajajo nadzor nad našo dejavnostjo, ki zraven nadzirajo še hrup, pa ne vem, pa smeti, pa ne vem kaj vse, skratka, oni morajo vse to vedeti, pa zraven še papige, pa kuščarje, pa ne vem, mislim... Nekaj se ne poklopljajo. Mislim, ne, pač tako bom rekel, in je ful velik problem, in tudi bom tako rekel, zaradi tega se je tudi zgodilo, da je šla v bistvu nova zakonodaja v tak ekstrem, ne. Oni so hoteli kar vse prepovedati, ne, ampak se treba tega zavedati, da to pač ne moreš narediti, ker to, ne vem, to je pač čisto neustavno, to je prva stvar, ampak je stvar o tem, da ni nobenega kompetentnega tam gor, ki bi se lahko s tem spoprijel na tak način, kot imajo tudi to recimo zunaj. Recimo zunaj, skoraj več manj kamorkoli prideš v pač Evropi, je tako, imajo pač določene, pač v bistvu, tako bom rekel, pogoje, pod katerimi ti lahko pač gojiš pač v bistvu te živali v ujetništvu, in potem oni imajo vsako leto nadzor. Vsako leto pridejo k tebi, popišejo tvojo matično jato, preverijo, če še štima, da imaš v bistvu izvor, da imaš vse papirje, da so živali zdrave in tako naprej. In potem grejo, če imaš pa prijavo, pa pridejo spet pogledati. S tem, da oni res vejo potem, kaj so prišli pogledati, tako bom rekel. No. Pri nas pa, ko pride inšpektor, je pa žal tako, da recimo, ne vem, on pogleda pri meni v mojih vzrejnih dovoljenjih, kjer imam jaz papige, in potem si vrste papig, iz Googla sprinta slike barvne in potem primerja moje papige, če je to ta slika, ki jo je videl na Googlu. In to je, mislim, tako rekel, sej ni to, da bo jasno, nič proti tem inšpektorjem, oni se trudijo, tako kot vsi ostali hočejo, sam za tako stvar ti rabiš neke kompetentne ljudi, ki nekaj o tem vejo, pri nas pa tega v bistvu je bolj malo. In še to je bed, ker vse več aktivizma tudi tukaj, aktivisti pa sploh niso primerni za kaj takega, da bojo to počeli, treba razumeti, da oni to zgleda malo drugače in smo tudi, mislim, tako rekel, pač v bistvu gledajo na te stvari, pač malo drugače in smo tudi videli, kaj se je zgodilo v tistem primeru, ko so tiste boge blatne krave odpalali, se stvar res ni, mislim, se tiste krave niso bile v pač idealnih pogojih, to je treba razumeti, ampak aktivizem, ki je pa odpeljal te krave, pa je naredil še 10-krat večjo škodo, je pa še bolj škodljiv, kot je bilo to. Tako da, pač veliko boljše nadzor, izobraževanje, ozaveščanje, v bistvu na pač tak način, da se v bistvu s tem spoprijemamo, pač ne pa s prohibicijo, prohibicija pa vemo, kam pelje, To je pa potem črni trg in res trpljenje živali, ker treba razumeti, če bi oni tiste prve liste, ki so jih pač objavili, pač dejansko sprejeli, treba se tega zavedati, da to bi bil totalen nonsens, zato ker imamo odprte meje, in potem kaj, pač kar naenkrat, recimo, če dan za primerjavo, da prepovejo sivega žakoja, potem kar naenkrat vsak, ki bi potoval čez Slovenijo, sivim žakojem, bi pač v bistvu kršil našo zakonodajo. Mislim, to je noro, in pač poleg tega, pač mora biti jasno, da pač vedno je tako bilo in vedno bo, da ljudje bojo vedno to iskali. En sploh, ki ima veliko denarja, ki mu je pač vseeno, zato se bo odpeljal, pač ne vem, koliko daleč, pa si bo tako žival sem pripeljal, Če pa mi tako žival tukaj pri nas pač naredimo ilegalca,
To pomeni, da ko rabi žival veterinarsko oskrbo, jo bo peljal k veterinarju, veterinar bo pa mogel narediti prijavo, ne, če v bistvu prihaja žival, iz, tako bom rekel, mislim, tako bom rekel, da je pač v bistvu prepovedana, on je dolžen narediti prijavo, če ne lahko izgubi licenco veterinarja, in potem ljudje ne bojo teh živali vozili veterinarjem in bojo doma trpele, crkavale. To je v bistvu vse narobe s tem, to se tako ne dela. In sem vesel, da so to pogruntali, vsaj zdaj zgleda, da so. Pa fajn, da se to tudi pove takole, ne? Ja, Da se itak premalo o tem. mislim, ja, o tem O tem je premalo govora. zelo malo se pač o tem govori. In pač definitivno bilo pa tudi treba, dati, tako bom rekel, pač v bistvu pač dati ljudem pač možnost izobraževanja. V bistvu sploh pri egzotih, pri teh živalih, ki so etološko bolj zahtevne, ne pa spet bom rekel toliko zahtevne, da jih ne bi mogli imeti, tako kot so hoteli to prikazati, bi bilo pač treba zagotoviti neustrezen kader, ki bi tem ljudem, ki bi tem ljudem omogočil dostojno izobraževanje. Pa tudi še ena stvar, da imajo možnost poklicati, če imajo problem, pač nekoga, ki jim bo lahko pomagal. Ker pri teh živalih je problem tudi vedenje in vse ostalo in tako naprej. In tukaj je pri nas, bom tako rekel, vse narobe. Se pravi, se nimajo kam konkretno obrniti. Ne, nimajo, pač več ali manj je tako, se treba tega zavedati, da pač, ne vem, hobi rejci več ali manj, ki so te mainstream papige, popularne papige prodajajo, tako bom rekel, oni pač na tem ne delajo nič. To zgleda tako, prideš tja, ti da vrečko semen, ti reče, to je njegova naravna hrana in jaz ne vem pač, kako se mene ne vpraša, recimo, kje v amazonskem pragozdu ali pa v Afriki, ne vem, v eni tam, mislim, ko bom rekel, tudi, ne vem, v pač enem tropskem gozdu rastejo sončnice, Mislim, to je noro, in je to, in pač nobenih napotkov, ampak bom tako povedal tudi jaz iskreno, z mojimi izkušnjami, včasih sem kar nekaj ljubljenčkov dal in pri meni je bilo vedno, v bistvu samo končno izobraževanje, tam nekje okoli 7, 8, 9 ur pri prevzemu živali, pa tudi prej, vsako srečanje, ki je bilo izobraževanje, in tako naprej. In bom tako rekel, in kljub temu, da sem to počel, pa še literature domov dajal, pa ne vem, tudi cel kup člankov sem napisal, ki se jih najde gor na družbenih omrežjih, tudi ni zalegalo. Ker vsem popusti, zmeri je ta problem, baby stage, v štartu, noben si ne predstavlja, da bo ta mala kepca puhasta, enkrat ratal bipolaren psihopat, ampak tako dobesedno bipolaren psihopat. In potem, ko on rata bipolaren psihopat, je vse narobe. In zdaj eni, so bili kul, so videli, da so preveč bili v svoji glavi, pa so me poklicali, pa so priznali napako, pa so se potrudili, ker treba se tega zavedati, da enkrat ti pustiš žival, da gre svojo pot, ker ti enkrat njemu pustiš, da on pač v bistvu doseže vse, kar si želi in da je vse po njegovo, tako kot je ponavadi na začetku, od tega zelo, mislim, ko rekel, praktično ne moreš več vzeti, oziroma če mu pa hočeš vzeti, se boš mogel pa fejst potruditi, veliko treninga bo, veliko časa, to lahko traja mesece, leta, vsak misel potem, da ko mene poklical, da bo to, zdaj to, cp, ne bomo mi zdaj njega poklicali, pa bo on to povedal, ne. To so ful dolgotrajni procesi, psihološke igrice, res, v bistvu, huda prevzgoja, tako bom rekel. In ja, to je ful problem pri nas, ful. Kje te ljudje lahko najdejo, če hoče zvedeti informacijo več o papigah? Ker vem, da tvoje objave so tako zelo bogate na Facebooku, ti kar tako konstantno objavljaš, pa tudi učiš, se mi zdi. Ja, to je po mojem najboljši plec, mislim, ja, pač v bistvu za ta prvi stik, Mislim, ja, pač jaz sem to stran, na Facebooku vzreja papig Zupančič, tukaj imamo vse, pač ko rekel, pač vsega pomaga, tukaj se in lahko spremljamo malo našo gojitev, predvsem pa zmer pač poudarek na tem, tudi, da pač probam dajati informacije drugim, ampak je stvar o tem, tudi se treba tega zavedati, da marsikdo, ki žival ima, dokler ne pride do problema, da mu žival ne razvije kakšne vedenjske motnje, puljenja perja, samopoškodovanja ali pa kaj takega, tega sploh ne jemlje resno. Ali pa dokler, ne vem, ptič enega doma orenk ne zakole ali pa se mu glavo zaleti ali pa kaj takega, teh stvari ne jemljejo kaj preveč resno. Takrat, ko pa to sprejmejo, je pa ponavadi žal že malo prepozno. In je treba to razumeti, da jaz recimo,
v bistvu prva stvar, ki naredijo, ki me pač kontaktirajo, pošljem vse moje članke, ki sem napisal in tako naprej. In v bistvu, kar me najbolj žalosti ponovadi, je to, da me potem pokličejo, rečem, pa kako ste to pač prebrali, me pa pokličete, ne, tako, da niso prebrali, tako, nič. In res tako mislijo, da sem jaz idiot in da si bom zdaj, ne vem, jaz vzel za njih, ne vem, koliko cajta, a ne, oni pa tudi Oni pa domače naloge tudi približno niso naredili. Osnovne domače naloge, pač niso naredili, ne, ker pač nekaj je tega za prebrati in jaz pravim, ne enkrat, treba je prebrati 5-krat, 6-krat, a ne, in si dati pač alineje, pač kaj me bojo vprašala, ne, na podlagi vsega tega, ki so prebrali. In se večinoma tisti, ki to res prebere, že lahko vidi, ki je delal napake, ne. In s takim načeloma sploh ne bi bilo ne vem koliko dela, no. Mislim, ne bi bilo ne vem koliko dela, ampak to tako pride, a ne. Predvsem je pa največji problem, ki je pa ta, ne, da pač ko vidim, ne, sploh recimo, ko pride do, ne, pač ko bom rekel, tista streznitev, pa vsakmu je ponovadi kakšno puljenje perja, samo poškodovanje, in jaz rečem vsakmu, ne, lej, prva stvar, ki moraš narediti, ne, moraš žival odpeljati k veterinarju, ne, in mu tudi povem kam, a ne, kje imamo avian vete, a ne, imamo dva res huda avian veta, a ne, eden je na veterinarski fakulteti v pač Ljubljani, doktor Račnik, a ne, in pa seveda tudi doktor Kastelic v pač ambulanti Buba v pač Grosupljem, a ne, ona dva sta res tako, the avian veta. In zdaj spravimo vsakmu, ne, le prvo, a ne, moraš ti peljati ptiča k veterinarju, zato, a ne, da se ga pregleda, da se vzame kri, da se naredi hemogram, da se naredi biokemija, da se naredi rentgen in tako naprej, da se vidi, da je on v bistvu v pač dobri kondiciji za neko prevzgojo. A ne, ker če on začel z nekim samopoškodovanjem, ne, ali pa ne vem, puljenjem perja in tako naprej, ne, s temi raznimi pač motnjami, je tudi obstaja lahko pač možnost, da ima on nek drug problem v sebi, ne. Lahko ima kakšno, ne vem, prikrito virusno obolenje, ki ga je iz gnezda prinesel, a ne, pa mu zaradi tega šepa imunski sistem, pa nam proba na tak način pokazati, da z njim nekaj ni v redu, a ne. Lahko, da ima pač deficit česa, a ne, kar ga prikazuje pač takšnega, kot je, in nam on sporoča, da je z njim nekaj narobe, a ne, ker se treba tega zavedati, ne, če ima ptič nek fiziološki problem, ne, bomo s prevzgojo, ne, s takimi, bom temu rekel, prijemi, a ne, mu lahko naredili več škode, kot koristi, in tle se ponovadi že ful zatakne, zato ker vsi se zavedajo tega, ne, da bo to strošek, ne, ki ga oni ne bi imeli, ne, sam, ne, tako je, če si kupil žival, jaz rečem vsakmu, ne, tudi recimo, ko me kdo kdaj vpraša, ne, ja, ne, ponovadi je prvo vprašanje, koliko pa je ta žival, ne, lej, če te že zdajle skrbijo finance, ne, to je eksota, ne, kaj me sploh kličeš, ne, to ni žival za nekoga, ki ima minimalne prihodke, žal, lahko si jo kup, sej gre, sej svaš to počnejo, pa na obroke, pa ne vem, pa probavajo dobiti, ne vem, pa brez papirjev, pa čez mejo tam pa runmo, ali pa kje dol na jugu, a ne, pa kakšni balkanski poti, a ne, kakšnega ilegalca, ne, probavajo, ne, sam, bom tako rekel, ne, pa še zmer na koncu, ki ga imaš doma, ne, boš imel iste težave, kot nekdo, ki ga je tukaj legalno kupil, a ne, in ko bo šel k veterinarju, bo isto kot pri unmu, a ne, in pol je pa problem, a ne, ker to pa bom tako rekel, no, ni najbolj pocena, ne, to je v štartu lahko takoj, če greš k veterinarju, pa da ti pač v bistvu te osnovne preglede naredi, brez da ga testiraš, za pač kakšno prikrito virusno obolenje, to tako lahko 300 € po tamalem, ne, ali pa še več, ne, pač tako je in ne, vsi bi imeli, ne, dal pa nič ne bi nazaj za to, ne, vsi kar mislijo, da bo to skozi zdravo, pa da bo vse v redu, ne bo, ne. Ej, ti si živa enciklopedija, a to veš. Se bremzam, da ne povem preveč. Koliko časa, koliko let si pol ti že prepleten s pernatimi živalmi? Mislim, tako bom rekel, zdaj, ne vem, sama taka ozreja, zdaj, kot tako, ki imamo doma, a ne. Ne, mislim, čist od začetka, tvoj prvi stik. Moj prvi stik je bil seveda tako kot pri večini, ko sem bil še majhen front s kopčukami, a ne, ne, smo jih doma imeli, no, tako bom rekel. Ne, ampak zdaj tako, da, ne vem, tako bom rekel, tisti moj cajt življenja, no, tam nekje od 20-ih, no, tam nekje do 25. leta, bom tako rekel, potem nisem bil nekaj, ki je dosti v to vpleten, sem bil čisto v drugih stvareh, no. Se jih lahko omeniš? A ja, ne, v bistvu ja, pač v bistvu tako bom rekel, lej, svašta sem počel, no, jaz sem v bistvu šel preci, ko sem končal gimnazijo, sem v bistvu šel na faks, pa sem delal zraven, ne, sem pač v bistvu imel študiju, a ne, in pač itak prvega faksa itak nisem naredil, a ne, ker, ne, mi je denar preveč zadišel, a ne, so me druge stvari zanimale in potem v bistvu, ko sem ugotovil, da bo pa treba nekaj narediti, a ne, sem pa potem le šel na faks, spet samoplačniško, a ne, pa sem ga, bom tako rekel, pa sem ga isto malo obdelal, malo ne obdelal, no, in potem sem se pač
pač v bistvu malo bolj v pač gostinsko vrgel in v bistvu ob tem, ker sem v bistvu delal, sem tudi diplomiral, no, tako bom rekel. Se pravi, se mora več stvari dogajati, da... Ja, se je. Ne, pač res sem prišel v tako fazo, ker sem si rekel, zdaj pa boš naredil faks ali pa ne boš. Pa tudi boga sem vse izpite naredil, mislim, da sem jih imel 12 izpitov mi je ostalo, pa diploma. In to, jaz sem bil na Inštitut in Akademija za pač multimedije. Ja, in mi je še 12 izpitov ostalo in sem jih potem, ne vem, še danes ne vem, pač kako mi rata. Cepil vmes med tem cepno delom sem jih v ene 4-5, ja, tam v ene 4-5. Ti smo v svoj lokal, ne? Ne, to pa pol. To smo pa pol, aha. Takrat sem delal, takrat, ko sem jaz faks v bistvu končal, sem delal kot menedžer lokala v bistvu čolnarni v Tivoliju. Aha, okej. Ja, to je bil tako, to so bili nori časi. Takrat, no, to je bilo fajn in ja, in to v bistvu, in to je bilo v pač največji sezoni, mi je nekako to rata, ne, pa ko sem vse izpite naredil, bil problem, zdaj pa diploma, ne. Ja. Pa sem rabil tudi kakšen let, da sem se za to potem k sebi spravil, no, tako bom rekel. In sem nekako, tako bom rekel, sej pač diplomo sem nekako zvozil zato, ker sem ga naredil iz mojega avtorskega dela, ki je bil povezan s tem, ker jaz sem tudi, se pravim, v bendih sem bil tudi še prej, pa bobne sem igral, mislim, še zmer, ampak ne zdaj tako aktivno, bolj tako za v bistvu sebe, no, tako bom rekel. In pač nekako mi je šel ta faks potem, no, tako se bom izrazil, no, zato, ker je bilo o tem, kar me je zanimalo. Ti si igral bobne, ne? Ja, mislim, se še zmer zase, zbijam doma, ne, ampak nisem pa več aktiven, ker ni cajta za to, ki je pa sploh, ne. No, skratka, potem se je pa začel, pa so pa žena malo začela potovati in sem nekako spet prišel malo v stik in potem smo kupili Lili, takrat leta 2010 in ne vem, sem čisto odpadal to, no, pač me je potegnilo to ful, no, in potem smo začeli s temi zadevami. Ja, no, zdaj smo odgovorili na tisto prvo vprašanje, the best. Kva pa dela Borut za sprostitev? Ker vem, da tole te polno okupira, ampak za sprostitev... Pa se to je po svoje tudi sprostitev. Tudi je, se vem, ampak... Da ni lepše sprostitve, kot takrat, ko moram iti noter v preletalence, karkoli, ne vem, ali jim hrano zamenjati, tako... Pač kul mi je, no, to res, ampak drugače pa, mislim, ja, itak, pač bobni so res huda antistres terapija, sam moram biti tukaj kar zmeren, ker ni pa antistres terapija za mojo ženo, ki je v bajti noter z mano živi tudi, ne, pač otrokom je vse, no, ženi pa ni toliko, no, tako da tlele se moram, pa pač tekno, rad tečem, no, to je to, no, to me tako, ne, Kje si bil nazadnje? Na kjeri tekaški prireditvi si bil? Jaz sem bil, smo bili 2 dni nazaj, sem bil istrski maraton. Kjer smo malo po telefonu pokomentirali, ne? Ja, tako. Zemelj tenine. Ma bilo, ne, ko je bilo vroče, da ni. Prehuda za ta cajt. Res so tle neke podnebne spremembe, tako bom rekel, no, po narekovajih, čutati jih je, no, že kar fejst. Kaj je bilo je skoraj tako, konc maja, ponovad, ko je na pač maratonu 3 src, ne. Res. Tega imaš tudi v planu, ne? Ja, že plačam ga. Mi smo že Ljubljanskega tudi plačam ga. Jaz tudi. A za to, vidiš, to. Tudi Ljubljanca. Pa mislim, da bo Bovc spet padel tudi letos. No, zdaj, pa spet aktiven. Lani sem bil prvič v Bovškem in je bil res top shit je bil. Res, meni je bil res cool narava in vse. Pa lani tudi to moram povedati, sem šel junija, lani se mi je tako malo bizarno zgodil junija, pač mogo biti, ne vem, tam okoli 20. maja izmeri na pač ta maraton 3 src. Ne, še vsi maratoni so ponovadi na nedeljo, ne. In jaz sem kolom to pozabil, ker sem se pač v bistvu tist teden, ki bi mogli biti, jaz sem bil pripravljen, uštiman, vse tudi vedel sem, da bo vroče, sem se že rehidriral 2 dni prej in kolom pozabil se zjutraj zbudim, se usedem, in meni tist alarm naredi na telefonu, pri zajtrku, maraton 3 src is live, pa jaz tako pogledam, kaj je to, pa tako gledam, štart, 3, 2, 1, odšteva, veš, pa to je bilo lansko, pa to ni bilo lansko let, Madonna, sem se zafrknil, ne, in je bilo, sem mislil, da je v nedeljah, tako kot zmeri, ne, je pa že bil maraton, ne, v soboto, ne, in potem sem nekaj se mogel na mesto tega iti, no, pa sem se pa prijavil na ta Bovški trail, no,
sem pozabil pač, kako se mu reče, a ne, pa je tudi bilo pa nekih dobrih 22 ali celo 23 km, a ne, pa imajo v bistvu eni teče okoli Bohinjskega jezera, eni smo šli pa na trail, no. In je bilo, wow, to je bilo pa brutalno, pa vreme je bil sicer grozen, no, blaten je bilo, ampak kul izkušnja, res, no. Tam sem v bistvu ugotovil, da mi manjka malo te trail opreme, pa za te traile moraš se posebej opaziti, to ni hecno. Ja, mora biti kar malo spremljeno. Ja, tam rabiš imeti malo drugačne čevlje. V soboto je Hrastnik trail, samo to, da ti povem, to je lih neki zate. Ja, ne, jaz to soboto počivam. Ajde, počivaš, ja. Ja, seveda, ker imam 28, ne? Ja, mi gremo pa v soboto. Mislim... Danes večer imamo pa tek, češ pa leto. Si bilo še ne, jaz zdaj počivam, ne. Jaz zdaj počivam. Ker ga imam že pač 28, zdaj le čez v bistvu 10 dni dobrih, ne. Grem pa prvič na Reškega teč, na reko, na Hrvaško. Ja, oni so včasih, ta datum je bil včasih ponovadi zmeri pred 1. majem na Lošinju, je bil lošinski polmaraton, pa zaradi tega, ker so ga na reki začeli delati, jim je tam padal in zdaj je tukaj na žalost, ker drugače lošinski je mnogo pač lepši kot ta. No, super. Skratka, imaš načine, da se regeneriraš. Moraš, da si normalen tle not. Tvoje napotilo za life, napotek, ki ga daš sam sebi, da sfolgaš vse, to kar imaš in tega nima. Ne vem, jaz bom tako rekel, jaz to, kar počnem, jaz bom tukaj čisto iskren, jaz ne vem, brez da bi imel mojo ženo zraven, pri tem to ne bi šlo, no. Treba razumeti, da midva sva... Pol je ta mantra, hvala žena. Mislim, veš kako, midva sva že toliko cajta skup, da bi bilo kar nekaj narobe, če ne bi kakšne stvari skup delala. Veš, midva se poznava že od srednje šole, pač bila sva celo srednjo šolo sošolca, pa nisva nič imela. Potem sva v bistvu konc srednje šole, sva v bistvu nekako ratala fant pa punca. In jaz bom tako rekel, skozi vsa ta leta, vse, kar sem počel, vse posod so bila skup. Jaz tudi recimo, ko sem bil pač menedžer lokala, v pač Tivoliju, v čolnarni, to je bil orang lokal, zelo specifičen lokal, pa zelo težko je bilo to voditi, ker smo bili od vremena odvisni, ker je, ne vem, zjutraj je dež padel, pa sem bil jaz not sam preveč, popoldne je sonce posel, pa sem jih rabil 20 takoj zadelati, tako naprej, to pač ni bil hec, in bom tako rekel, tudi tukaj, sem imel ženo skozi zraven sebe in je ful pomagala, da so stvari tekle, da niso kradli in tako naprej, in pa seveda potem, ko sva svoj lokal odprla, kasneje isto, sva spet skup delala tudi tam not, pač non-stop, in potem zdaj, ko to delava, sva spet skup v tem in jaz bom ona dela te igračke pa te... Mislim, kako rekel, ona poleg tega, da meni pomaga po rozreji, ful aktivno, še to zraven počne. Imaš v bistvu ta posel zraven, tukaj jaz ti ne pomagam toliko, mogoče bolj pri teh v bistvu pač promocijah, pa pri teh zadevah delam, ampak to pa pač ni variante, ker tle pa že moraš biti malo umetnika, pa to. In tukaj sem guilty, tukaj jaz bi lahko mogoče bil bolj v to upet, ampak sem guilty. Ostale stvari pa skup delava. In jaz bom tako rekel... V slogi je moč. Ja, res rabiš imeti po moje enega fajn partnerja v življenju, da živiš tak način življenja, ki ga jaz, pa moja žena, zdaj, da bi sam en to delo, je pa ponovadi ovira, treba to razumeti, da mi doma recimo to, kar imamo mi, je pa nam bliže isto, skoraj da, če imaš kmetijo, moraš biti skozi doma, pa ni tako enostavno dobiti koga, da te zamena, kakam greš, zaenkrat mi to še starši pomagajo, imam ful srečo, pa tudi imam ene prijatelje fajno, s katerimi si tudi vse bolj pomagajo, kot tudi pač v bistvu pač gojijo iz Kočevja in bom tako rekel, so tudi krasni ljudje, zlati ljudje, ampak drugače, bom tako rekel, vse je, pač partnerstvo, to je tista stvar, ki te lahko pač v bistvu, mislim, tako rekel, ki te pač lahko naredi pač močnega, če imaš supor doma, pa da sta oba v tem, pa da ima ta pač resne namene, pa da sta iskrena v tem, itak se da, če ne pa to zelo težko. Super, se pravi, se Borut čez 5 let vidi še v tem vohu, predvidevam. Ja, jaz si želim, da bom to lahko počel, mislim, da je moja želja. Jaz planiram, da pač ne bom okoli to nehal delati, vse dokler bom lahko hodil. Je pa odvisno, kaj se bo v svetu dogajalo. Treba je to razumeti, da sem vesel, da so v bistvu te aktivistične organizacije so vse bolj močne,
ampak sem vesel, zdaj smo se jim postavili po robu, zdaj imamo tudi mi svoje organizacije, in v bistvu Evropa nas posluša zaenkrat, in jaz mislim, da gremo, mislim tako, da bo šla stvar v pravo smer. Lej, je pa tudi res to, da pa nikoli ne veš, ne. Lej, nikoli ne rečem nikoli, jaz upam, da bom to lahko počel, tako kot sem si zastavil, ampak lej, če se bo pa kaj drugače zgodilo, bo pa treba kaj drugega potem, ne se bo treba znajti. Jaz tudi upam, da nadaljuješ, pa da bo nadaljevanje uspelo. Ja, Na podlagi tega posnet. To je bilo fajn. Stari, hvala ti lepa. Malenkost, Poglej, malo se nasmej. Lep pozdrav vsem hvala skupaj. ti, ful. Mislim, pač hvala tebi, no, pač povabilo, Vedno. tako, Odlično. z veseljem. Se vidimo. Se vidimo. Srečno.